Dobrodošla, dobrodošel na prav posebni delavnici, ki nadgrajuje kar skoraj 8 let, če si izračunam, mojega bolj podrobnega raziskovanja, kako pa je z kožo, našim največjim organom in z naravno nego naše kože. Predvsem zaradi tega, ker sem sama v bistvu več kot dober teren za preizkušanje, ker je moja koža izredno občutljiva. Moja koža je, kot radi rečejo nekateri, zelo tanka, predvsem pa se zelo burno odzove na vsakršno stvar, ki mogoče nekomu niti ne bi naredila kaj posebnega, tako da absolutno sem tudi zelo občutljiva na sonce, čeprav sem temnejši poti in polet res, pač me vsi sprašujejo, kaj počnem, pa se pravzaprav skrivam pred soncem, pa me vse ne najde. Predvsem pa je moja koža zelo pestra, sploh kar se tiče obraznega dela, o katerem bomo danes verjetno največ spregovorili oziroma zagotovo tudi splošno o negi kože telesa, ampak vseeno se mi zdi, da je ta del najbolj izpostavljen mogoče tako kot koža na rokah, tako da marsikaj lahko od tega, kar bomo naredili, izrabimo tudi tukaj. Predvsem pa pač dejansko tista stvar, ki sem jo sama ugotovila, da naravno je lahko učinkovito, potem pometla sem kar nekaj miti, recimo eden izmed njih je, da naravna hladno stiskana olja niso za mojo kožo, ker pač je tudi na večjih predelih obraza mastna in mi bo škodilo, tako da sem tudi s tem mitom pometla. Seveda sem ugotovila na tej poti, da je krasno imeti celostni pristop do zdravega izgleda kože, kar pomeni, da tudi čez dan primerno hidriram svoje telo, to pomeni, da pijem vodo in tisto res najbolj živo vodo, ki jo dobim pa seveda iz sveže zelenjave in svežega sadja, ker je to nekaj, kar v bistvu doda še ogromno elektrolitov, tudi velikrat, ne samo vitaminov, mineralov, ki jih naše telo potrebuje in tudi naša koža. In saj veste, zelo dobro se vidi, če imamo suho kožo, pač dostikrat pomislimo, je težko razdeliti, zdaj, a je to dehidrirana koža zaradi dehidriranega telesa ali je res suha koža, ampak največkrat je vzrok pravzaprav tukaj, da celostno res pozabimo, kako skrbeti za sebe in se to seveda vidi tudi na naši koži. In absolutno je koža, glede na to, da predstavlja menda kar 15% naše telesne teže, nekaj, kar mislim, da čemur moramo pravzaprav posvetiti kar veliko pozornosti, jo spoštovati, hkrati, ker varuje pač naše telo, naša tkiva, naše mehke organe, na nek način še zapira naše telo z vsem, kar pač smo, hkrati pa res dela eno tako krasno bariero proti zunanjim vplivom in nas ščiti predvsem in dejansko tudi velikokrat, še ena stvar, na katero ne smemo pozabiti, nelagodje ali pa težave na koži povejo tudi veliko o našem stanju, o naših jetrih in velikokrat boste slišali, da so koža naša druga jetra, nekateri bodo rekli, da je to eden od naših 3 dimnikov, kjer kaže, kako telo čisti sebe oziroma kako se stvari izločajo, če mu kaj res ne paše, če mogoče ima izzive s čem v presnovi, če mogoče v telo vnašamo preveč toksinov, ali pa ima telo izzive s tem, kako toksine dati iz telesa. In jaz tudi sama, ne bom šla zdaj čisto v svojo zgodbo, ampak zagotovo vem, da je kar precej stvari še z moje mladosti, pač tudi par odločitev, ki pač sem takrat jih sprejela, zato ker pač mi je nekdo strokovno to svetoval, ali pa na drugi strani tudi zato, ker nisem še vedela tega, kar vse vem danes. In sem zelo hvaležna, da bom mogoče svojima hčerkama, ko boste imeli morda, jaz upam, da ne, take izzive s kožo kot pa jaz, čez življenje, da jima ponudim eno tako celostno naravno rešitev in zato smo danes tudi tukaj. Obljubila sem vam, da bomo naredili vsega skupaj 9 receptov. In kar je najbolj luštno, saj sem vam že napisala, kaj vse potrebujete, sestavine, da tudi če te nekdo morda gleda zdaj posnetek, pa nima še vsega, absolutno boste lahko ob posnetku stvari pripravili. Zdaj, če pa še nimaš svoje mentorice ali pa nasplošno, predvsem nimaš še izkušnjo z doTERRA, pa seveda mi piši, mi reči za tester, pa ti pošljem od svojih olj, ponovadi zelo rada odlijem, zato da pač preizkušaš, predno se odločaš naprej, tudi svoje recepte s tem pripraviš.
preizkusiš na sebi in potem res lahko greš dalje. Skratka, zaključek je, koža si zasluži veliko pozornost, da vemo, zakaj vse in predvsem naravno je lahko učinkovito in še ena stvar, lahko je zelo enostavno in lahko je tudi zelo poceni. Tako da, jaz sem vam rekla, da naj si pripravite kar svoja najljubša olja. Absolutno je meni vedno znova prosem, ali so težave, nelagodja, dihala, imunski sistem, prebavila, mišice sklepi, koža, čustva oziroma podpiranje k boljšemu počutju, več energije, lažje handlanje stresa ali pa bolj trden spanec. Vedno znova pridemo do tega, da 80%, res, a praktično velika, tukaj 100% izzivov lahko rešimo z osnovnih 10 olij in mešanic. In to je tudi nekaj, čemur bom danes posvetila pozornost. Bom pa vam tudi o receptih povedala, kaj dejansko lahko še uporabite oziroma kaj uporabljam jaz oziroma kaj sem v vseh teh letih tudi uspela ugotoviti. Absolutno pa so za kožo odlična cvetna olja, lesna olja. Ko čistimo kožo ob večeru, uporabljamo citrusna olja, čez dan, če želimo čistilni učinek, uporabljamo olja iglavcev, zato ker pač ne reagirajo na soncu, pač pri citrusih pazimo, da jih vključujemo ravno zaradi tega zvečer, če je to bolj sončni del leta, da se pač ne gremo tako izpostavljati soncu. Skratka, predvsem pa zeliščna eterična olja oziroma, če gremo na osnovni 10, absolutno tukaj pridejo prav. Sivka kot prva, torej širokolistna prava sivka naša, lavender, potem najbolj cenjeno, tudi najbolj dragoceno, ker ga je najtežje pridobiti, smolnato eterično olje, frankincense, ki ga bolje poznate tudi kot kadilo, kadilno posteljo oziroma frankinju ljubeče, da rečemo. Potem nekaj, kar ste včasih poznali po latinskem imenu melaleuka, je v bistvu čajevec, oziroma poznate ga zelo dobro širše kot tea tree. To so 3 glavna olja iz osnovnih 10, ki so odlična pri negi kože. Za čistilni učinek jaz pri tem velikokrat od osnovnih uporabljam kar eterično olje limone. Za osvežujoč, tudi čistilni učinek, velikokrat uporabljam poprovo meto. In zanimivo, nekaj, kar mogoče najprej ne bi pomislili, velikokrat zaradi vsebovanih olj, kot so lovor, čajevec, limona, evkalipt, uporabljam zelo velikokrat tudi tako da ni nekaj samo, kar je namenjeno dihalom, ampak je odlično tudi za razdraženo kožo ali pa kožo, ki ima izzive, tako da velikokrat tudi vključujem v te svoje pripravke Pa gremo kar na prvi recept. Tako kot sem vam rekla, da si pripravite eno posodico, da si bomo namešali kremo. Zdaj, če že imate doma kremo, ki vam zelo ustreza, pri nas oziroma pri doTERRA skoraj da praktično vsi pravijo, da je hydrating cream za nego tudi zrele kože ena najboljših stvari in zelo finančno dosegljiva, kar jih imamo. Jaz sem tukaj, ker zelo rada recikliram, prazen lonček. Vi lahko vzamete doma en svoj nevtralen naravni losjon ali pa svojo kremo, ki jo uporabljate in vam ustreza. In si bomo pripravili najprej kremo. Zdaj v tale lonček, tukaj, ki ga imam, gre približno 50 ml kreme. Velikokrat kremo, ko nanašam in želim še dodatno plemeniti vse skupaj, nanesem recimo kremo toliko, kolikor jo bom uporabljala, če to delam sproti. Zdaj tukaj imam anti-aging, moisturizing oziroma vlažilni losjonček, ki je malo lažji kot ta krema, pač tisto, kar bom nanašala. In takole najbolj enostavno recimo dodam še eno kapljico sivke, v tem primeru zelo, zelo rada jo imam zjutraj. Zdajle jo bom sicer nanesla na roke, ker sem si prej pozabila še roke namazati, tako da itak tudi rabijo to in tudi na tak način dejansko lahko uporabite eterična olja, ampak vem, da vas zanima recept. Torej, kako si recimo izboljšati, ker to lahko storimo, z eteričnimi olji tudi eno svojo kremico. Tako da v samo posodico pač dodate, kolikor kreme želite. Jaz bom v tem primeru, poleti mi tudi zelo prav pride, zelo rada dodajam nevtralni losjon. Jaz ga bom zdaj dodala majčkeno manj, ker bom pripravila prav posebno kremico. In če imate takole osnovna olja, žlička imam tukajle, da ne pozabim za mešanje, dodam noter ponavadi, recimo od eteričnih olj, odvisno kaj želimo, sivka umirja, osveži samo kožo,
frankincense izredno pomlajuje in tudi vidno zmanjšuje, bom rekla, nepravilnosti na koži ali pa recimo bolj temni predel kože. Če boste to zvečer uporabljali, lahko to še nadgradite z eteričnim oljem limone, ki mu še malo bolj pomaga usklajevati. Lahko dodate čajevec, lahko pa vse tri. Tako da vsa olja se lahko mešajo med seboj. Jaz bom zdaj naredila res osnovno stvar in ker je noter tukaj le 25 ml kreme, zdaj polovičko sem dala, dodam po navadi 1 do 2 kapljici na 5 ml kreme. Tako da zdaj si seveda ti sam preračunaj, koliko rabiš. Jaz si bom zdaj dala tukaj noter 6, 7, 8, 9, 10 kapljic, tako da naredim malo sebi bolj všečno mešanico. In stvar je zelo preprosta, pač samo vzamete nekaj, s čimer boste vse skupaj premešali in pač zmešate kremico. Jaz velikokrat to pripravim tudi mojima punčkama, pač tisto, kar si želita. Tudi naredile smo si eno tako lušno kremico, vam bom pokazala, kjer sem, torej ne samo za dnevno nego, ampak tudi recimo za malo bolj izziva polne čase pripravila kremico za njiju. Sploh, če se ima naredi kaj tazga nenavadnega, pa seveda celostno poskušamo pogledati, kaj je. Ampak skratka, to mojo kremico za sivko bom uporabljala zjutraj in zvečer in je najbolj enostavna stvar. Velikokrat pa iskreno zase, ko delam, uporabim tako, kot sem zdaj, za osnovo tudi doterine že izdelke, pa jih še malo nadgradim na svoj način, medtem ko za punčki, kot rečeno, pa velikokrat zmešam, se vam zdaj tudi lahko pokažem. Tukaj imam eno posebno kremico Dotik, malo bolj hranljiva je, ker jo pa naredim iz baze in to tudi vi lahko uporabite, pač, ampak meni je res krasen. Iz našega naravnega, res popolnoma naravnega body butterja, ki je eden najbolj se upije, ker jih sploh poznam. In je nekaj, brez česar mi ne moramo, tako kot brezobne paste pri doteri, da tega zmanjka, pri nas zelo rada zmešam tega, pa pol dodam še malo, zdaj sem pozabila, baby kremice, ki jo imamo, tako da ni samo za ritko. Potem pa zelo rada noter dodajam še razna cvetna eterična olja, tako od osnovnih, kot smo že naštevali. Vem, da vas zanima, kaj še vse lahko uporabite. Pozabila sem si zdaj še prinesti od cvetnih geranijev, od cvetnih potem še laški smilj, velikokrat uporabljamo pri nas doma, potem tudi zelo, zelo dragoceno vrtnico, zelo rade s punčkama pripravimo oziroma uporabimo, in še eno cvetnico, ki je res zelo posebna, to je Blue Tansy. Blue Tansy vam bom zdaj pokazala. Je nekaj, kar podobno kot rman, ki ga imam tudi tukaj, tudi še ena cvetnica, ki moram pokazati. Dejansko, meni to tako diši, tako ena najbolj medenih kamilic, ki ni sploh kamilici podobno, ker pač to je maroški modri vratič, oziroma tudi modra kamilica, boste slišali maroška ime, je zelo poseben. Zakaj? Ker vam bom zdaj pokazala, samo da ga obrnem. Evo, ker je zaradi procesa destilacije kot rman popolnoma modre barve, ampak, ko ga razredčimo, ima izredno krasne učinke na kožo, seveda potem ta modrina zgine, tako da ga nanašamo na kožo tako. Skratka, to olje od cvetnic, potem pa od cvetnic res velikrat uporabljam Yarrow Pom. Od lesnih olj, poleg naštetih, največkrat pri nas doma. Jaz uporabim tudi za Martina, zelo mu je všeč pa seveda te moški lesni vonji. Sandalovina, eno je navadna, eno je havajska, potem velikokrat od smolnatih, poleg Frankija še uporabim Miro. Zdaj, ko imamo antična olja, tudi nekateri, smo si vzeli te kolekcije tudi še to. Potem še eno olje imam tukaj, meliso, tudi velikokrat uporabimo, ko si delamo te pripravke. Ali pa recimo, kar je pa res odlično, smem jo zdaj nagniti, ker je že odprta, imam pripravljeno za en recept, salubel, ker je mešanica cvetnih, najbolj dragocenih cvetnih in najbolj dragocenih lesnih olj skupaj. Tako da s tem nekako dobite vse, kar sem naštevala. Če imate osnovni paket, pa salubel, pa Yarrow Pom, ste že zmagali in s tem lahko pač čist priredite po svoje tisto recepturo, ki vam paše. Pač tudi danes, a veste, ne gre toliko za kapljice, jaz vam bom povedala, koliko jaz dam, ampak toliko, da dobite občutek par teh napotkov. Tako zdaj upam, da ste si tudi že vi zmešali svojo kremico ta čas.
in jo boste že ta večer oziroma jutri zjutraj začeli uporabljati, pa mi boste malo, absolutno bom zelo vesela, napisali, kako vam je vse skupaj uporabljati. Jutri zjutraj začeli uporabljati, pa mi boste malo, absolutno bom zelo vesela, napisali, kako vam je vse skupaj uporabljati. Drugi recept, ki sem vam ga želela dati. Nega kože pri meni, to, ko govorimo o obrazni negi, se začne z nežnim, ampak učinkovitim čiščenjem in doteramo res neverjetno dobre izdelke za to. Potem se prične oziroma nadaljuje absolutno tudi z dobrim tonikom. Tonik je recimo v preteklosti bil res nekaj, kar smo uporabljali predvsem za čiščenje kože, danes pa pravzaprav dober tonik res omogoči šele dobro upijanje potem nadaljnega seruma, ki gre absolutno dobro tudi na zelo mastno kožo. Jaz imam dejansko manj mastno kožo, odkar vse te pripravke in celostno pristopam k zdravju kože in dejansko ga res tonik kot tak vedno uporabim, preden nanašam serum. Serum je nekaj, kar vam bo dalo vse, kar želite v učinku na kožo in potem zaključite še s kremico. In kremica naredi vse tisto, da zaščiti kožo pred zunanjimi vplivi, da fiksira v bistvu to, kar ste nekako gor nanesli. In če jemo še dovolj sveže zelenjave in sadja in se primerno hidrimo, jaz vam garantiram, v enem tednu vi ne boste s to kombinacijo prepoznali več svoje kože, boste neverjetno zadovoljni, predvsem bolj zdravega izgleda, bo bolj taka mladostna, oziroma kot lesknete, v bistvu kar taka polna, sveža, pač živa, in tudi če imate problematično kožo, kar tudi jaz imam, vsekakor nekaj odličnega. Torej, kaj rabim za serum? Dajmo najprej tega, več sem jih pripravila za vas. Spark and Glow serum, pač jaz zelo rada pripravim kar v eni stari steklenički. Lahko absolutno reciklirate eno staro stekleničko, pa se potem ponavadi v lekarnah dokupijo take steklene kapalke, ki pašejo noter. Iskreno se bom zdaj tlele pokazala, pa jaz zelo rada Jeropom, ko mi ga zmanjka, ker je kapalka že priložena, sicer je 30 ml steklenička, rada recikliram, tako da tudi tukaj recimo en primer, ko sem za našo mlajšo pripravila stvari za sicer drugo zadevo, ampak to, da pač zelo rada recikliram in doteram izredno kvalitetno steklo. Od Jeropoma je dejansko še taka, ne boste to zdaj čist videli, pač taka temno-modra steklo, ki je menda tudi najbolj kvalitetno, kar se tiče uporabe za nego, pač na splošno, oziroma za hranjenje eteričnih olj kot takšnih. Torej, kaj je poanta seruma? Torej, serum je tisto, ki ti da vse učinke, ki jih želiš. Pomlajevalni, potem, da je koža bolj napeta, ob problematični koži si daš lahko noter, kar želiš. Na drugi strani res vidno zmanjšuje nepravilnosti kože ali pa temen ten kože in bistvo je, da je sestavljeno z baznega olja, ki je največkrat, oziroma na začetku vam bo zagotovo to najlažje, bo kokosovo olje, samo večkrat, da jaz tole lepo odložim. Kokosovo olje je razmaščeno kokosovo olje, ki veliko bolj paše na kožo kot pa tisto hladno stiskano, ki je še masno, tudi to je drugače hladno stiskano. In jaz ga ponovadi, zdaj sem sicer pumpico pozabila, ker imam enega tudi na pumpico, dodam, sicer morate vedeti, to je zdaj večja steklenička, to se pravi, ta je 30 ml, si tudi vi natočite, dejansko, če imate 15 ml stekleničko, si natočite približno toliko, da boste imeli en prst pod robom še prostora. Jaz iskreno vam povem, jaz zelo rada delam serum, ne moram si pomagati, z sicer body mistom, Beautiful, ne samo zato, ker mi to lepo diši, ampak ker ima druga bazna olja še noter in se mi zdi, da tako lepo dopolnim to mojo mešanico. Še nekaj zaupam, velikrat vi lahko nadaljujete s kokosom ali pa s tistim baznim oljem, ki vam paše. Dodam zelo rada tudi Jeropom body serum, ker ima prav tako druga bazna olja, krasno negovalna in na drugi strani tudi še ima seveda noter že malo Jeropoma. Tako da jaz si bom približno polovičko naredila. Zdaj, kaj priporočam tebi? Med osnovnimi olji priporočam za ta tako imenovani osnovni serum, ki sem ga kar poimenovala Spark and Glow.
Dodaš noter lahko v 15 ml stekleničko približno 60 kapljic eteričnega olja frankincense. Lahko ga pa skombiniraš, če hočeš še malo bolj čistilni učinek, za večer ga potem uporabi, ker bo noter limona, še malo limone zraven, ali pa na drugi strani še malo sivke, lahko tudi malo era, lahko pa samo enega vtek. Tako da se čisto po svoje odločiš. Jaz v tega dodajam yarrow pom, copaibo, geranio, kar je pelargonija, frankincense in blue tansy. Tako da zdaj, da ne bom zdaj to vse kapala, si bom pol do konca naredila, zato da delavnico mogoče vseeno naredim malo krajšo, ker vem, da smo že na približno kar dolgem času. Ampak v glavnem, in to si nanašam takoj, ko nanesem, ko si očistim kožo, tonik nanesem gor, umasiram. In največkrat res tudi zato, da se stvar res dobro umasira. Zdaj, če pač imam čas, se z rokami, ker se mi zdi, da vse pač prsti lahko vse te refleksne točke, ki jih imamo tako kot pač na stopalih, zelo dobro obdelaš, sploh recimo predel jetra, pa tisto, kar so pač moje šibke točke. Lahko pa uporabljaš pač žadast valjček, zato da se pač serum res upije in potem zaključiš, kot smo rekli, z kremico. Gremo naprej. Naslednji serum, ki sem ti ga želela pokazati, je pa v bistvu kar 2 v 1. In sicer je serum za lase oziroma za lasišče in za nohte hkrati. Tukaj pa sem jaz reciklirala staro stekleničko, v mojem primeru sivke, tako da je 15 ml steklenička in kot vidiš, noter bom dala čajevec, torej tea tree, limono in pa frankincense. In sicer dejansko tam noter približno 30 kapljic čajevca, 10 kapljic limone in 10 kapljic frankincensa. Napolnim potem do vrha z frakcioniranim kokosovim oljem in to nanesem, kar je pa najbolj tisto, kar vem, da te zanima. Ko zmešam, nanesem pri vsakem umivanju, lahko to dopolniš za boljšo rast, recimo za zdravo odzivnost lastnih mešičkov, za boljšo rast rožmarin, lahko za poživitev dodaš še malo pepperminta, lahko muškatno kaduljo, lahko ilang-ilang, lahko geranio. Skratka, to so res olje, ampak od osnovnih absolutno se mi zdi, da se ta dobro obnese. Tudi sivka gre odlično noter, tudi če imaš izzive z lasiščem ali da pač imaš občutek, da te malo srbi, ali ni toliko zdravega izgleda, ali se ti kar nekaj belega vam posipa. Skratka, in to umasiram, kar je najbolj zanimivo, nisem si mislila, da bo delovalo, ker imam pač, jaz imam tip las masni prhljaj, tako da se zelo hitro se hormonsko neravnovesje ali pa nezdrava prehrana pri meni odzove na to. Če pa pazim, pač takrat imam seveda lep izgled lasišča in zdrav izgled lasišča, ampak zato, da to ohranjam, tudi ob vsem ostalem prehranjen tem, v mokro umito lasišče, takrat umasiram ta losjon in se potem sam normalno posušim in nisem masna, ker kokos res ne dela masne baze in se mi zdi odlična receptura, pa tako preprosta in absolutno iz osnovnih 10. Potem naslednja stvar. Uporabljam ta isti 2 v 1, ker tudi za nohte, hkrati za zdrav izgled nohtov. Tako da si v bistvu lahko ta serum, ga imam kar v nočni omarici, vsak dan pač zvečer, ko preden grem spat, pa tudi v bistvu je lepo, da si pozornost izkažem svojim rokam, se pač lepo zmasira, takole okrog in dejansko v bistvu, pač jaz sem zelo vesela tudi z LLV-jem skupaj seveda in z zdravim načinom življenja, ampak z LLV-jem se mi je to res izboljšalo, krepki nohti, zdravi nohti, tako da dejansko pač neke posebne manikure niti ne potrebujem, ne nosim laka ali geliša ali česarkoli, ampak dejansko sem zelo, zelo vesela in ponosna na te moje zdrave, naravne nohte. Naslednja stvar. Pozabila sem tiskati maline. Približno pol tega ali pa pol merice malin in enako merico si potem daš sladkorja. Zdaj namreč delamo peeling za telo in za usnice. Jaz uporabljam sicer kokosov sladkor, lahko uporabiš muskovado ali pa tudi beli sladkor, če želiš. In daš noter z sladkorjem, zdaj pač bom improvizirala, pretenstaš. In jaz ponavadi dodajam še 3 kapljice za čistilni učinek, ker to ponavadi zvečer uporabljam limone, oziroma če grem izven osnovnih, pa pri tem največkrat uporabljam limeto kot za čistilni učinek. In kaj se dobi, no to pa imam tukaj le, ampak ja, pa to sem pa res pošla, pozabila iti iskat. Tole imam zdaj v hladilniku, zdrži kar nekaj časa, torej pretenstane maline s cukrom, pa čist en mali brisk
kokosa, zato da se bolj poveže, pa 3 kapljice citrusa, v mojem primeru limete. In potem dodam to noter in si potem velikrat konc tedna naredim en tak razvajalni večer za ustnice, zato da se jih lepo naredi, tudi občutek imaš pol, da so kar take polne in tudi če pol uporabim, ker potušam tudi ta sladkorni peeling na telesu in ker je noter že malo kokosa, pusti dejansko tako lep izgled, pač tak sočen, no, mislim, dejansko so ustnice ali pa telo že negovano in niti ne rabiš dajati kakršnega koli losjona gor. Podobno je, ko govorimo o solnih kopelih. Jaz si največkrat takole vnaprej pripravljam za kopel, kar v taki manjši posodici, noter preprosto natresem sol, pač kakršno koli želiš. V mojem primeru tukaj zdaj imam, se bom pokazala, himalajsko rožnato sol. Za soli na splošno je znano, no, da so res neverjetno, taka krasne barve, neverjetno čistilne, sprostilne za naše tkivo, tudi ne samo za kožo. Na splošno en tak nežen čistilni učink, eni bi rekli detoks naredijo, tako da je zelo, zelo priporočljivo. Noter potem enako spet obrizgam malo kokosa, takole, da se to vse skupaj razporedi. In potem dodam v kopel tisto, kar pač želim v učinku. Lahko dodaš sivko, lahko frankincense, kar zelo rade delamo, gospe in ženske. Jaz bom danes naredila malo izjemo, sem jo že prej omenjala, in bom dodala 5 kapljic era. Tudi z lovorjem, ki ga ima noter, res naredi učinkovito delovanje. In tako si veliko kar pripravim vnaprej in si nastavim, zato da zvečer ne pozabim nase in si rečem, da danes punce boste pa ve, ali pa danes bomo imeli filmski večer, recimo, ko ga imamo enkrat na teden, pa mami skoči tisti cajt, kako če to diši, pod kopel. Imam tukaj le pripravljeno, je pa tole tudi ena taka luškana stvar, darilo za žensko, lahko dodate še malo gline noter in imate res perfektno, mislim, z ničemer na trgu se ne more primerjati. Tako da, evo, potem naslednja stvar, naslednji recept, personificirani losjon za telo. Losjon za telo velikokrat jaz kupam kar tale doTERRA naraven, ki je iz kapusnic, uporabim tako brizgo, in brizgam noter tisto eterično olje, ki ga želim. Pri meni res da za zdrav, bom rekla, metabolizem, za zdrav pretok in sočnost limfe, uporabljam največkrat Smart & Healthy, ki je pa s temu res izvorno namenjen. Ampak vseeno to ne pomeni, da iz osnovnih ne smem, oziroma lahko krasno izberem za ta namen kombinacijo limone, poprove mete, ker te dve sta tudi v Smart & Sessiju, in jaz dodajam potem, ker noter je tudi cimet, v Smart & Sessiju velikokrat od osnovnih On Guard, pa lahko še malo za negovalni učinek tudi sivko. Lahko pa narediš samo sivko za pomirjevalni učinek, samo frankincense, v glavnem iz eteričnega olja, ki ga odprem s tako brizgo ven in potem tukaj noter čez tole luknjico obrizgam eterično olje, premešam in se v bistvu tako naredim krasen personificiran losjon za telo. Zakaj vam to omenjam? Zato, ker dejansko sploh pri suhem krtačenju, ki je odličen za zdrav izgled kože, za stimulacijo in zdravo odzivnost limfe, ki je naš največji, bomo rekli, razstrupljevalni organ ali pa motor, neki poganja razstrupljevalne procese v našem telesu. Krasna stvar, da ko naredimo suho krtačenje, ko se stuširamo in potem, da se še namažemo s tem, vam povem, naredite najlepše, kar si telo in koža v tistem trenutku zasluži. Gremo še na zadnje 3 recepte, zelo enostavna, 2 sta še pred mano. Maskara. V maskaro jaz največkrat dodam eterično olje sivke. Sivka res pomaga, da je naš izgled trepalnic videti zdrav, da krasno raste, tako da pač par kapljic dodam noter. Predvsem pa, ker imam sama res izzive in velikokrat ravno zaradi tega res kupujem maskare, ki so za izredno občutljive oči, ker hitro se mi zasolzijo, hitro me razdraži, hitro pač dejansko res neverjetno občutljive imam, sploh če sem recimo tisti dan čist pisarniška ali pa z računalnikom, je tole nekaj krasnega. Da ne povem, kako lepo zdaj tole diši,
Gledam, če sem se po nosu namazala po nesreči. In to je že recept, ki je zelo hitro pripravljen, tako da mi sporočite, kako vam bo, čist simpel in res tako luštno. Predzadnji recept je lip gloss. V lip gloss si morate, ampak res morate dodati vsaj eno kapljico poprove mete. Zakaj? Ker naredi tak osvežujoč učinek in naravni push-up, kot radi rečemo. In predvsem naredi sam lip gloss neverjetno okusen, tako da imate res več učinkov v enem. Kaj naredite? Samo v svojega dodate eterično olje pepperminta, premešate in uporabite. Tako da, ko bi vam tole lahko čez prinesla tale okus. Absolutno je poprova meta. Si se pojesti in takoj začutite to svežino in pač res take krasne ustnice. Tako da zelo priporočam. Takole, zdaj pa še na hitro pokažem, kako delujejo te naše naravne mineralne kreme. Meni iskreno za en tak vsakdanji del najbolj pride prav dejansko tale. Gre za dnevno kremo, ki je hkrati tudi hidratantna. Jaz jo dajem zdaj samo kanček, ker vam želim na vsakem delu kože, obraza pokazati, kako deluje posamična. Ta se lahko nanaša res 365 dni na leto in je pač taka super, čist lahka. Meni je všeč, da ni vodoodporna, ker je namenjena res za vsakodnevno uporabo, to se pravi tudi v času jeseni in zime in te varuje tudi pred modro svetlobo, to se pravi pred to svetlobo na ekranih. In kot vidiš, tukaj sem brez make-upa, pač res ne pušča belih sledi, predvsem pa je primerna tudi, če uporabljaš potem make-up, skratka lahko daš tudi pod tisto lahko kremo ali pa pod tekočo osnovo pudra. Naslednja, ki jo imam najrajš za poletje, je losjon. Ta je majčkeno bolj hranljiv in je waterproof, kar pomeni, da je narejen za morje, tako da zelo rada si mažem z njim celo telo, predvsem pa tudi obraz. Vidiš, ta je majčkeno bolj bela, ampak samo v trenutku, ko jo namažeš, potem pa dejansko čez kakšno minuto se skupaj izgine. Tako da sem namenoma to nanesla tudi še na roke, zato da ta del vidiš. Je pa res tako noro nahranjena koža in res v bistvu zelo lepo deluje. Tretji je to, kar imajo rade moje dekleta, v bistvu moji, zato ker se hitro nanaša in je v stiku. Jaz ga iskreno najmanjkrat nanašam na kožo, mislim na obrazu, medtem ko ga rajši namažem na ostalih predelih. Ga pa res toplo priporočam vsem, ki se veliko potite, ko imate radi hiter nanos, ker je v stiku, in tudi zaradi tega, ker če se veliko potite, ne vem, kakšni teka surfate in podobno, da naneseš in v bistvu, da ti res noro zaščiti in hrani kožo čez ves dan. Naslednji, pred uporabo pretreseš, je v spreju. Ta je iskreno najbolj bel, je pa mogoče nekaj, kar imajo najrajši otroci, poleg stika, zaradi tega, ker se lahko 1, 2, 3, ko prijo mimo, namažejo. Vidiš, tale je najbolj bel, ampak kot rečeno, vsi čez nekaj časa to belino zgubijo. Zdaj naslednja stvar, ki jo pa jaz zelo rada uporabljam in je nova, je tudi tole zaščita za ustnice. Ta pride noro dober, tudi v času zime, govorim za šport na snegu. Poprej smo recimo uporabljali kar stik, ta za telo in za obraz. Medtem ko jaz pa rada po sončenju uporabljam tudi after sun, gre za v bistvu zelo tekočo, vidiš, osnovo, ki pa res noro nahrani kožo. In iskreno, jaz to uporabljam vse leto, ker mi trenutno od vseh tonikov najbolj ustreza in ga nanašam na umito očiščeno kožo na obrazu, potem počez nanašam tale Hero Pond Body Serum, ki sem ga tudi noter omenjala. Tako da res naredi ta kombinacija, kljub temu, da imam jaz res kar precej problematično in ziva polno kožo, kar je povezan tudi z jetri in verjetno tem, kar sem delala, ko sem bila mlajša. Govorim, ker sem sprejela eno zdravljenje za hormonalne izzive s kožo, ki ga danes recimo ne bi. Tako da z tega vidika, tukaj se pa lepo vidi, da je ta res najbolj bela, ampak isto, ko razmažeš, potem v bistvu ostane kar lepo, tako da mogoče se zdaj lepo vidi, to se pravi, tukaj imamo tega, ki je za čez vse leto,
Tukaj je losjon, v tem delu je stik in tukaj je sprej, oziroma to je to. Tako da še z tega vidika mogoče prijazen opomnik, da skrbimo za našo kožo tudi 365 dni na leto, ravno zaradi omenjenih stvari. Zaščito pred soncem, pred UV žarki in na drugi strani tudi pred modro svetlobo.